Dober večer vsem skupaj, vse vas lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za prisotnost. Pozdravljam vas v imenu gostitelja, to je Katoliškega inštituta, v katerega prostorih se trenutno nahajamo. Veseli nas, da različne institucije stopijo skupaj in naredijo nekaj dobrega. Počaščen sem, da je nocoj med nami priznani slovenski filozof iz Argentine, Martin Sušnik, na neki način idejni naslednik slavnega Milana Komarja, ki ga vsi poznamo ali pa smo zanj vsaj slišali. Današnji večer je posvečen temam, ki so si navidezno, vendar zgolj navidezno narazen. Filozofija, družba, svoboda, vsakdanje življenje, prosti čas. Vse to so pojmi, ki jih marsikdo med nami na prvi pogled ne spravlja skupaj v neko vzročno-posledično zvezo. Vendar so vsi ti pojmi med seboj tesno povezani. Naj bo današnji večer prijeten in koristen, naj sledi načelom antičnih mislecev, ki so zagovarjali prav to, koristnost in prijetnost, utile et dulce. Dober večer. Ostane mi predvsem, da vas lepo pozdravim še v imenu Zavoda Filozofia Perenis, ki je nocoj povabil k predavanju našega prijatelja, filozofa Martina Sušnika iz Buenos Airesa. Profesor Sušnik predava filozofijo na več visokošolskih in univerzitetnih ustanovah, zlasti filozofsko etiko na Univerzi v La Plati, sicer pa še na drugih visokošolskih ustanovah filozofijo pedagogike, družbeno-socialno filozofijo. Naš prijatelj Martin je znan po tem, vsaj v našem krogu znan in priljubljen, da filozofsko misel profesorja Komarja nadaljuje in aplicira na različne, tudi zelo aktualne probleme. Nedavno smo ga lahko ravno pred nekaj dnevi poslušali na zelo zanimivem simpoziju o identiteti, o tem, kaj identitete pravzaprav so, kako nastanejo, zakaj so pomembne, zakaj so morda celo, zakaj identiteta in njeno bivansko jedro, pravzaprav morda sploh eno od ključnih vprašanj tega stoletja. Simpozij, ki ga je priredilo Kulturno-umetniško društvo Kdo, nekaj dni tega, minuli četrtek. Pred tem smo ga pa lahko slišali večkrat na Komarjevih popoldnevih, na nedavnem simpoziju ob 100-letnici rojstva profesorja Komarja in še kje v slovenskem času smo lahko sledili njegovim esejam. Ta esejistika, ki jo naš prijatelj Martin razširja in ob njih reflektira različne teme modernega življenja, bo v prihodnje leto izšla v knjigi, v zbirki Sidro pri družini. Vse to se pripravlja in povezuje in s tem je naš predavatelj nocojšnji en živ člen med krogom Komarjevih nadaljevalcev ali učencev v Buenos Airesu, v Fundación Emilio Komar in Zavodom Filozofia Perenis. Tema, kot je že moj predgovornik omenil, je intrigantna, ne? Vsakdo ve, kaj je prosti čas, vendar ga pa skoraj nihče od nas nima. In še takrat, kadar ga imamo, ga morda uporabljamo povsem narobe. V to si bomo zamislili nocoj in kar da preidemo k jedru, kar vabim Martina, izvoli k besedi.
večer vsem, lepo pozdravljeni, lepo videti toliko prijateljev tukaj med nami in dobro, najlepša hvala, da ste si vzeli vaš prosti čas ravno in se odzvali temu vabilu. No, kar začnemo, da ne bo predolga. Ko govorimo o prostem času, se običajno nanašamo na tiste trenutke, v katerih lahko delamo, kar želimo, ne? V nasprotovanju ali pa vsaj v razlikovanju do tistih trenutkov, ki jih posvetimo temu, kar moramo ali pa potrebujemo delati za zadoščenje nujnih potreb ali pa vsaj za dosežek določnega življenjskega nivoja, recimo tako. Ravno zato je prosti čas prost, ne? Ker je nevezan na vsakdanje opravke, na te opravke, ki včasih ne sovpadajo z našimi najintimnejšimi interesi. Že res, da imamo mnogi to srečo, da se lahko službeno ukvarjamo s tem, kar je tudi naš eksistencialni poklic, ne? Ampak istočasno dobro, kolikor je služba, je tam neka obveznost, neka dolžnost. Prosti čas je pa ravno tisti čas, ki je prost od teh obveznosti. Ne? Ravno zato naj bi v principu konstitutivna sestavina prostega časa bila svoboda. Dejansko po špansko prosti čas imenujemo tiempo libre, to se pravi svoboden čas. Ne? Podobno tudi obstaja v angleščini, tukaj imam mojo prvo profesorico angleščine, Olike, če ne boš pa kaj popravljal, ampak obstaja ta izraz free time, ne? In podobno tudi po nemško, Freizeit in podobno. Angleži imajo sicer tudi drug izraz, leisure, za prosti čas, podobno kot Francozi, ki imajo loisir, in to prihaja iz latinskega glagola licet, ki pomeni, ali licet, kakor hočete, ki pomeni, da biti dovoljeno, ne, da je nekaj dovoljeno. To se pravi, v prostem času nam je dovoljeno, da se privoščimo počitka od dolžnosti, ne, in torej svobodno uporabljamo ta čas. Potem takem bi si človek lahko mislil, tako kot si omenil Matija, ravno kar, da je glavna morda težava prostega časa to, ali da ga imamo premalo, ali da ga sploh nimamo, ali pa da ga je prehiter konc, ne? Da je omejen, kratkotrajen, minljiv. Kljub temu se mi pa zdi, da lahko postavimo neka druga vprašanja o prostem času. Naprimer, ne, samo nekatera. Ta čas, ne, v katerem lahko delamo, kar si pač želimo, resnično izkoristimo za tisto, kar si v intimnejši globini res želimo, ali ga uporabljamo morda za to, kar si predstavljamo, da želimo, ko pa včasih morda ni ravno tako. Ne? Morda si predstavljamo, da nekaj želimo ali da nekaj potrebujemo, ker so nas pač prepričali, da to želimo ali potrebujemo in morda to ne sovpada popolnoma z našo naravo. In v takem primeru se smemo vprašati, če je naš prosti čas res svoboden. Ne? Če predstavlja resnični res z našim marsikdaj izoliranim aktivnim življenjem, ali je le eno prikrito nadaljevanje tega izoliranega življenja. To se pravi, konec koncev, kako doživljamo naš prosti čas, če ga doživljamo res človeško ali ne, in katera je pomembnost prostega časa v našem posameznikovem življenju, ampak tudi v človeškem življenju nasplošno. No, in malo s temi vprašanji sem se jaz obrnil na nekatere sodobne mislice, ki so o tem razmišljali. Se jih ne bom našteval na enkaj, ker če ne bi bilo preveč dolgo, ampak omenim vsaj enega, ki ga priporočam, in mislice jaz ga ne priporočam 100%, ampak se mi zdi, da je zelo zanimiv, kako upravlja svoje diagnoze sodobne družbe. Včasih ima boljše diagnoze kot pa rešitve, no,
to bi bilo zalebato. Istočasno je pa tak mislec, ki jasno piše, ne, ga lahko vsak kdor bere, in je Erich Fromm. Erich Fromm je nemški psiholog, psihoanalist in je leta 1955 napisal eno knjigo. On je sicer mogel bežati med drugo svetovno vojno, šel končno v Severno Ameriko, tam učil in pisal in tam naredi eno svojo diagnozo ameriške družbe in napiše eno knjigo, ki se imenuje The Sane Society, ne, to pravi zdrava družba. V špačenem imamo prevod Psihoanaliza sodobne družbe, kar je zadet prevod, ker ravno v tej knjigi se Fromm sprašuje, če je sodobna oziroma takratna, ne, v 50 letih, družba, če je pri umskem zdravju tako nasplošno. In on odgovarja negativno, ne, prav da ne. Našteva različne razloge za to, zanima me posebno eden, ne, ki je alienacija, v kateri živimo, v kateri živi sodobni človek. Alienacija, pojem alienacije, seveda, to približno že vsi poznamo, on ga prejme iz marksizma in ga pojmuje kot ta, no, se bom kar prebral citat, ne, piše Fromm takole. Ko govorimo o alienaciji, menimo način izkušnje, v katerem oseba samo sebe čuti kot tujko, as an alien, ne, o tem pride. Ne čuti samega sebe kot sredina svojega sveta, kot ustvarjalca svojih lastnih dejanj in njihove posledice, to pravi posledice lastnih dejanj, so postale njegovi gospodari, katere uboga ali pa celo časti. Človek se skloni pred projekcijami delnih lastnih značilnosti in se jim podvrže. Ne čuti samega sebe kot center, iz katerega izžarevajo živa dejanja, ljubezni in razuma. Konec citata. Ne? To se pravi, da ta alienacija je ravno ta občutek, po katerem se oseba samo sebi čuti kot tujko. Marx je to že analiziral, kar se tiče v gospodarski službeni veri, ne, človek dela s snovjo, ki ni njegova, izdelek njegovega dela ni njegov in torej tudi lastno delo čuti kot nekaj tujega in tako dalje, to že poznamo. Fromm pa predvsem poudarja, da se je to razširilo, ne, izven službenega stališča na vse splošno človeško življenje. Zato na splošnem naš odnos z rečmi ali stvarmi postane alieniran, ne, stvari le potrošimo, ne, brez da bi to pomenilo za nas kakšna resnično pomembna človeška izkušnja. Ne. In torej iščemo v konsumpciji zadovoljitev enih umetno stimuliranih fantazij, ki seveda nikoli ne najdejo zadoščenja, tudi za pridobitev teh blagin ni potrebnih posebnih, recimo, nujno posebnega truda, ne, samo da imamo denar in tako dalje. To se pravi, alienacija se je razširila, je vse navzoča, recimo tako, v človeškem življenju. Seveda, kolikor pa torej alienacija pomeni, da tam, če človek samega sebe čuti kot nekaj tujega, in torej to pomeni, da tam ni prave prisotnosti osebe sami sebi, torej tam je zelo težko govoriti o svobodi. Ne. Lahko govorimo kvečemu še o zunanji svobodi, to se pravi, da človek lahko naredi to, kar mu paše, to, kar hoče. A vprašanje je, če ko dela to, kar hoče, ker mu nihče tega ne ovira, če to on dejansko resnično hoče, ne? Če se je on v svoji intimni notranjosti resnično za to odločil, če je konec koncev, kar se njegovega hotenja tiče, sam sebi svoj. Ne? Če sebe čuti kot nekaj tujega, če izven sebe beži, potem ne more biti sam svoj gospodar in torej ne more v svojem srcu odločati,
kaj je za njega res pomembno, kaj resnično hoče in potem, kljub temu, da se čuti svobodnega, ko nekaj naredi, se lahko zgodi, da je to le, kot pravim, zunanja svoboda v dejanju, ne pa notranja svoboda v hotenju. O tem smo tudi že nekaj let nazaj razpravljali na nekem komarjevem popoldnevu. In pravi Fromm, da to se zgodi tudi v prostem času, tudi v sodobnem prostem času, piše on že skoraj 70 let nazaj, ampak se mi je še vedno veljavna analiza, tudi prosti čas doživljamo na tak alieniran, odtujen način in torej tudi v prostem času postanemo le pasivni potrošniki. Citiram, pravi Fromm, kaj drugega naj bi pričakovali, če človek dela brez resničnega odnosa s tem, kar dela, če kupuje in potroši blagove na abstraktificiran in odtujen način, kako naj bi aktivno in smiselno izkoristil svoj prosti čas? Ostaja še vedno pasiven in odtujen potrošnik. Potroši tekme, filme, časnike in revije, knjige, predavanja, pokrajine, družabna srečanja, prav tako odtujeno in abstraktificirano, kot potroši blagove, ki jih kupuje. Dejansko ni svoboden, da bi užival svoj prosti čas. Konsumpcijo tega časa jo določi industrija, prav tako kot blaginje, ki jih kupuje. Njegov okus je manipuliran. Želi si gledati in poslušati to, kar je pogojen, da želi gledati in poslušati. Zabava, entertainment, pravi on, je industrija kot katerakoli druga. Potrošnik je primoran, da kupuje zabavo, prav tako kot je primoran, da kupuje obleke in obuvala. Vrednost zabave je določena na podlagi njenega uspeha na trgu, ne pa nečesa, ki bi moglo biti merjeno v človeških terminih. Za tiste, ki poznate, to je zelo podobno temu, kar so skoraj 10 let, okoli 10 let prej, sta pisala Adorno in Horkheimer v kritiki razsvetljenstva. Ta kritika kulturni industriji, pišeta ona. Prav ta Adorno in Horkheimer, da v sodobni kulturi mehanično predvajanje kulturnih izdelkov povzroči, da so ti izdelki le produkti za konsumpcijo, za potrošenje. In zato se kultura nagne na standardne produkcije, kar pa istočasno povzroča standardizacijo potrošnika. In vse to pa torej kolonizira človeški prosti čas in s tem ta zabava, že vnaprej načrtovana in standardizirana, ovira razmišljanje, ker ovira razmišljanje, seveda pa ovira tudi svobodo, kritično misel, možnost kakšnega upora in tako podobno. Recimo, samo na kratko pišeta Adorno in Horkheimer takole. Zabavati se pomeni soglašati, pišeta v dialektiki razsvetljenstva. Zabavati se vedno pomeni, da ni treba misliti, da je treba pozabiti na bolečino celo tam, kjer je ta prikazana. V osnovi zabave je nemoč, je beg. Vendar ne, kot si namerava, beg pred zlobno realnostjo, to zapravo ne bežimo in tudi ne premagamo zlo, temveč beg pred zadnjimi mislimi upora, ki bi jo realnost lahko še dopustila. Torej, ne razmišljamo, nismo svobodni, se ne upremo nekemu sistemu in končno z njim pasivno soglašamo. Znaj, kakšen občutek imate, vi ko to poslušate, jaz ko take reči berem, imam ta občutek, kot sem omenil, da so te diagnoze še vedno veljavne in še več, da se je do neke mere v zadnjih desetletjih ta položaj zaostril, recimo, da v trenutkih, v katerih bi se lahko posvetili iskanju izhoda iz položaja odtujitve, alienacije, kolikor jo pač imamo, se pa dejansko posvečamo izkušnjam, ki to odtujitev zaostrijo. Ker ne bežimo od alienacije, temveč alienirano bežimo.
kar ni isto, je dejansko ravno nasprotno. Namesto, da bi izkoristili ta prosti čas za zbranje v naši notranjosti in torej tudi za globi odnos z drugim in stvarmi, pa uporabljamo naš prosti čas, da se še bolj oddaljimo od sebe in s tem to alienacijo povečamo. Danes še bolj pravim, po eni strani, ker imamo tudi več sredstev za to. Imamo, naprimer, to vsenavzočnost ekranov, vsenavzočnost virtualnosti, to se pravi, imamo ta posredovan odnos z realnostjo in zato nastajajo ta vprašanja, kaj je še realno, kaj je še virtualno, sploh v zadnjem letu in pol, v zadnjih 2 letih. Poleg tega pa mi še ta sistem hranimo, ker uporabljamo in z osebnimi podatki, torej hranimo ta big data in potem algoritem že ve, kaj naj mi more ponujati, da bom jaz že tako domnevno svobodno jaz izbral, ampak on že ve, kaj mi ponuja, tako da se jaz ne bom mogel, da jaz tega ne bom mogel zavračati, ali pa da je težko zavračati. Poleg tega živimo še v večji brzini, kar ovira seveda kritično misel, istočasno pa, odkar je internet 2.0, ki je to že nekaj časa, nismo samo potrošniki, temveč tudi proizvajalci. Tudi mi obdelujemo to je vsebine in jih postavljamo na splet z namenom, da nas všečkajo, vse to je razumljivo in to je do neke mere naravno, ampak je pa tudi nevarnost, ker s tem mi postanemo ne samo potrošniki, temveč predmet potrošništva. In obstoja še ta nevarnost, da si mi ustvarjamo en ponarejen jaz, en ponarejen self, zato da me všečkajo. Potem moram pa jaz temu nepravemu jazu služiti in tako se še vedno bolj odtujim od samega sebe. To se pravi, imam ta občutek, da si sami proizvajamo in gradimo ječe in to ravno v prostem času. Pred takim položajem nekateri pač predlagajo boj proti sistemu. Ja, sej to je do neke mere prav, tudi kar se tiče struktur, se da dosti spremeniti. Zdi se mi pa vsekakor, da je treba stvar tudi malo preudariti. Vsaj bi omenil 3 točke. Prvič, ker boj, ki je zgolj proti nečemu, ne zadostuje. Včasih se nam zgodi, da imamo neko zavest o zlu, po katerem se borimo, in to je že nekaj, ampak moramo imeti istočasno tudi zavest dobrega, kateremu moramo meriti. To se pravi, ne moremo se samo bojevati proti, moramo tudi se bojevati uprit nečesa ali za nekaj. Ker zgolj nasprotovanje je na dolgo roko neučinkovito. Zato se večkrat to zgodi, kakšne take revolucijske gibanja, ki vejo proti čemu grejo, ne vejo pa kam in torej, ker nimajo cilja na jasnem, se rad zgodi, da te boji proti sistemu postanejo konec koncev tudi sistemu funkcionalni, jih sistem nekako usrka v lastno korist. Drugič, ker boj proti sistemu je tudi nemalo kdaj varljiv. Včasih to predlagajo z namenom, da bi zrušili en sistem, zato vzpostavijo drugega. To se treba tudi paziti. Se pravi, se bojimo proti temu sistemu, ampak konec koncev damo stran ta sistem, da postavimo drugega in tam ni prave rešitve. In tretjič, tudi ker se moramo vprašati, če je problem konec koncev sistem. Sej do neke mere je, mislim, da bi to držali. Ampak če nalagamo vso odgovornost na sistem, potem to že vsebuje neko alienirano koncepcijo človeka, ker že pojmuje človeka kot nekaj pasivnega, kot
ko da človek ni odgovoren zase. Torej, se razume, bomo zamenjali strukturo, sistem in pol se bomo vsega tega rešili. Glavni problem, to bi bilo vprašanje, glavni problem je sistem ali sem jaz. Do katere mere bi lahko zadevo rešili, če ni osebnega, intimnega spreobrnenja, recimo tako. Jaz sem bolj mnenja, da ni sistem tisti, ki mora človeka počlovečiti, temveč je človek tisti, ki mora sebe počlovečiti, recimo tako. Zavedajoč se, da ni le sestavina sistema in da mora ponovno prevzeti odgovornost za svoje lastno človeštvo. In se mi zdi, da v tem smislu nam daje prosti čas izredno možnost. Zdaj pa vprašanje je, zakaj tega ne storimo. Morda ne znamo, morda nismo sposobni, ali smo morda preveč lenuhi za to. Seveda, to, da je človek, sodobni človek, lenuh, se težko sliši, ker po eni strani bi tudi lahko rekli, da smo obratno, da smo danes pač izredno hiperaktivni, v službi in v prostem času. Vse stalno imamo nekaj zadelano, stalno kaj v rokah, ne znamo biti primer. Vendar, ravno v tem je poanta, ker marsikdaj ta hiperaktivnost je v resnici tudi pasiven aktivizem. Se pravi, en aktivizem, v katerem nismo pristni subjekti lastnih dejanj. Torej, ta dejanja, ki jih ne znamo ustaviti, nam morda prihajajo včasih od zunanje manipulacije ali pa tudi od notranjih kompulzij. Saj veste, kompulzija, to so ta dejanja, ki človek čuti, da jih mora narediti, ima notranji glas, ki mu reče, moraš to delati, ampak istočasno ta notranji glas jaz ga čutim nekako kot tujega, kot nekaj, ki ne sovpada z mojim lastnim bistvom. To se pravi, tudi se vrnem na Froma in ga še enkrat citiram. Pravi From v drugi knjigi, to je Imeti ali biti, ki sicer sem najdel prevod, najlepša hvala. Sem najdel prevod, da je preveden v slovenščino ravno v stanovanju, tam, kjer sem hvala. Ta je sicer moj prevod, ampak pravi From. Modern smisel delovanja ne razlikuje med biti aktiven in biti zaposlen. Tam je neko vprašanje, stalno nekaj delamo. To pomeni, da smo res aktivni ali smo zgolj zaposleni. Vendar, pravi From, je med njima osnovna razlika, ki se sklada s pojmoma alieniran in nealieniran v zvezi z delovanjem. V alieniranem delovanju ne čutim samega sebe kot aktiven subjekt lastnega delovanja. Zaznam produkt mojega delovanja kot nekaj, ki je tam, ki se razlikuje od mene, ki je nad menoj in se mi upre. V alieniranem dejanju dejansko ne delujem, sem aktiviran zaradi notranjih ali zunanjih sil. Postanem tuj izid mojega delovanja. V nealieniranem delovanju pa čutim, da sem jaz subjekt svojega delovanja. Nealienirano delovanje temelji na tem, da nekaj rodim, nekaj obrodim in ostanem povezan s tem, kar obrodim. To tudi pomeni, da je moje delovanje in izjava lastnih moči, da je moje delovanje izjava, lastnih moči in da sva jaz in moje delovanje eno. In to prav tudi From se dogaja v našem prostnem času. V našem prostnem času smo zaposleni, ne pa aktivni. Zato piše v isti knjigi, kar se prostega časa tiče, avtomobili, televizija, potovanja in seks, in danes bi lahko našteli še vse sorte, vsa digitalna sredstva, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, Amazon in tako dalje, so glavni predmeti sodobnega konsumizma in čeprav jih imenujemo aktivnosti prostega časa, bi bilo bolje, da bi jih imenovali
pasivnosti prostega časa, pravi Freud. Ne? To se pravi, tukaj gre za eno posebno lenobnost. Ne taka lenobnost, ki bi onesposobila delavno marljivost, temveč taka, ki jo vida, da bi človek res bil človek. Je neka lenobnost pred lastnim dostojanstvom. Ne? Sej problem ni to, da nismo pridni za delati. No, kakšni ste bolj pridni, drugi smo približeni, ampak običajno v sodobni družbi ni ta problem. Problem je včasih še celo, da smo preveč pridni za delati in to iz lenobe. Smo preveč pridni za delati, ker morda nočemo ali pa se bojimo biti kaj več kot delavci. To je problem workaholizma, ne, ki je nazadnje en beg pred lastnim dostojanstvom. Puščavski očetje v prvih stoletjih krščanstva so oni so takrat sestavljali tole listino, kako so že, poglavitnih grehov, ne, se reče tako. Sprva jih je bilo 8, no, pol so zreducirali na 7 in ravno ko so prišli na poglavitni greh lenobe, so uporabljali ta pojem, v latinščino je prišlo tako, acedija bi se napisal, ne? Iz grščine v resnici, akedija. To je ena lenoba, ampak ni ena lenoba, ki bi pomenila nevoljo za delo, je bolj globoka stvar. Ne? Oni so jo imenovali kot hudobni duh opoldneva. Zakaj? Ker opoldne, ko je sonce na najvišji točki, potem stvari izgubijo svojo senco in torej izgubijo svojo globino, pa postane vse plitvo. Ne? In torej se menihu rodi neka naveličanost in nemir srca, tako jo značijo. Tedium se v anxietas cordis, to se pravi ene vrste dolgčas, tesnoben dolgčas, ki pa povzroča vznemirjenost in kvietudo, ker človek trpi nesposobnost za popolno doživljanje tega, kar je tam prisotnega, ker se mu ravno to zdi plitvo. Ne? Seveda, to pa potem povzroča željo po spremembi, po menjavi, to je treba potem zamenjati, ne? In na drugo stvar, saj, ko se človek dolgočasi, pa gledam kaj dolgočasnega na televiziji, torej zamenjam kanal, grem na drugo stvar, ker jaz tisto doživljam kot neko praznino. Ne? Torej, treba menjati kraje, treba menjati posel, treba menjati odnose. Za meniha bi bilo, tako opisujejo puščavske očetje, značilno to želja, da bi zamenjal celico, ne, svoje celice naveliča, ali pa da bi šel v drug samostan. To se pravi, ta lenobnost, ki je v svojem jedru dolgčas, ne, in naveličanost, povzroča željo po begu. In ta beg pomeni raztresenost, razpršenost. Zato pa v tem begu, tej razpršenosti, volja ali srce ne more biti pozoren, ne čuje. In od tam dejansko beseda pride. Ne? Kedos po grško pomeni pazljivost, pozornost. To je pa akedija. Ne? Človek ni pozoren, zgubi ta pazljiv odnos s stvarmi. In torej beži. Ne? In leži tudi včasih, no? Ampak beži tudi morda v hiperaktivnosti, ne? V marljivosti, v tej pridnosti, ki jo imamo včasih v tem smislu preveč. Svet Tomaž, na primer, kar precej stoletij pozneje, ko govori o tej acedi, jo označi takole, sem šel iskat in piše, na primer, ne, acedija je žalost, ki potre, stud do delovanja, do tam še nič posebnega, ampak potem reče, odrevenelost malomarnega duha, da bi se spravil v dobra dela. To ni enostavna lenoba, vidite, ker ne reče, Svet Tomaž ne reče, da se nam ne ljub delati. Reče, da se nam ne ljub, kar je dobro. In se mi zdi, ravno zaradi tega včasih tudi preveč delamo. Ker pred nekim drugim dobrim bežimo. In potem nadaljuje, čakajte, sem zgubil tukaj, kje smo.
žalost ob duševni dobrini, čutenje žalosti ob božji dobrini in, morda najbolj trda, sovraštvo božje dobrine. Detestatio boni divini, piše. To se pravi, da gre tukaj za neko naveličanost, za neko dolgočasje, ki povzroča beg. V čigavem jedru je to, da se ožalostimo božje prisotnosti v nas. Zakaj? Zakaj bi se ožalostili? Saj božja prisotnost v nas je konec koncev nekaj dobrega. Ne? Zakaj bi se človek tega ožalostil? Ker božja prisotnost v nas povzdiguje, je zahtevna, nas vabi k rasti. Mi, pa kot je večkrat prav Komar, mi bi pa radi bili mejhni. Se nam ne ljub gor, se nam ne ljub vzpon v visokosti. Božja prisotnost v nas zahteva ta vzpon. Mi pa raje včasih ostanemo v tej nižji povprečnosti. Se nam ne ljubi plemenitost, v kateri nas Bog kliče. Zato je ravno tukaj imamo v tej lenomnosti en poglavitni greh. Se nam ne ljubijo visokosti, do katerih bi nas Bog povzdignil. Zdaj pa, ker se nam ne ljubijo te visokosti, pa postanemo težki. Težki za nas same in tako postanemo ujetniki nas samih. Potem pa bežimo izven sebe, ker nismo torej v nas samih, smo odtujeni od nas, potem naš odnos z realnostjo postane plitven, epidermičen, zato je tudi naša izkušnja sveta dolgočasna in potem, ker se pa dolgočasimo, pa še tem hitreje in tem bolj bežimo. Zato pogledajte, kako zanimiv, ko svet Tomaž Akvinski našteva posledice, nekako tako, psihološke posledice te lenomnosti, te acedije. Piše, jih samo naštejem. Duhovna raztresenost, klepetavost, radovednost, pojem ni najboljši prava, pojem je sicer curiositas, ki pomeni neurejeno, zgolj količinsko, površno prizadevanje za spoznanje. Jaz hočem vedeti veliko, ampak vse je tako na površen način, tako kot imamo mi tam danes odnos s podatki in z informacijo. Razpršitev v mnogoterosti, pomanjkanje notranje umirjenosti oziroma vznemirjenost, otrpelost, brezbrižnost, malodušnost. Ja, a ni to skoraj opis povprečnih sodobnih doživetij prostega časa? A ne doživljamo marsikdaj prosti čas z duhovno raztresenost, s klepetavostjo, s tem neurejenim, zgolj količinskim prizadevanjem za informacijo, z razpršitvijo, z nemirljivostjo, trpelostjo in tako dalje. To se pravi, a ne doživljamo mi, sodobni ljudje, človeški čas v begu, v tem begu, v katerem potem seveda ne moremo rasti, v tem begu, v katerem se odpovemo samemu sebi in torej dejansko onemogočamo pristno, intimno, notranjo svobodo. Se morda ne bojimo ustaviti in biti pristno v miru. To mora bo vsak vedel zase, ampak imam ta občutek, da za sodobnemu človeku je težko v prostem času biti v miru, ker ga tišina plaši. Noče včasih vedeti, katerim glasovom bi mogel prisluhniti, če se utihne hrup. Zato Bog ne daj, da bi se ugasnila televizija, Bog ne daj, da bi mobil ostal brez baterije in tako dalje. To se pravi, ta hrup celo iščemo in ga pospešujemo. In potem živimo v puščavi ropota, v katerem upije glas globjega jaza, a ga ne moramo slišati. In ker ga ne moramo slišati, mu tudi ne moremo pravilno odgovoriti. In torej pozabimo na najintimnejše težnje našega bistva. Ne vemo, kam v resnici hočemo. In seveda, ker ne vemo, kam hočemo, tudi ne vemo, kako bi do tega prišli.
Vse to pa očitno svobodo ovira. Zato, kako sem pa kaj s časom, sem v redu. Jaz bi predlagal skromno za osvojitev, ponovno osvojitev prostega časa, bi predlagal vrnitev klasičnemu konceptu ocium. V španščini imamo in preživel osijo, ne lih v pristnem smislu, precej blizu imajo med Nemci, muse, dobro, Angleži že omenjen leisure, v slovenščini pa nimamo ta pravega prevoda, jaz bom kar rabil oci tukaj, da bo približno bolj po slovenski zvenel. Kaj ni ta osijo, ta ocium, oci, kakor hočemo. Seveda ni alienacijska razpršitev, to ni odtujen doživetje prostega časa, tudi ni zgolj počitek, pauza za nadoknadanje, za dobavo moči, da se potem vrnemo na delo. To je sicer prav in to je seveda potrebno. Vendar, če prosti čas pojmujemo le kot počitek od dela, ga pojmujemo tudi neizogibno kot počitek za delo. In torej ne moramo preskočiti, ne moramo presežiti to, kar Piper imenuje Arbeitswelt, svet dela, bi rekel tako, el mundo del trabajo, piše Piper. Ko mi pojmujemo počitek kot počitek od dela, ki je nazadnje počitek za delo, to se pravi, da jaz v tistem početku dobavim moči, da se potem spet lahko spravim v akcijo, tam ta počitek, ta oci, ga pojmujem le kot sredstvo. Ampak v tistem početku smo še vedno uslužbenci, smo še vedno employed, to se pravi, empleatus pomeni po latinsko, da si uporabljen, smo še vedno zaprti v tist totalitarizem dela, recimo, ker počivamo le zato, da bomo potem lahko spet naprej delali. In tam ni kvalitativnega skoka. Zato smo včasih zreducirali človeka na ta animal laborens, ki živi za delati. To posebno uravnava, zdaj je posebno v modi, te zanaletan koreansko-nemški filozof, ki se imenuje Byung-Chul Han. In on pravi, da danes živimo, ne vem, kako bi jaz tole točno prevedel, v eni družbi učinkovitosti, recimo tako, ne vem, sociedad del rendimiento, za tiste, ki razumete španski, njegov izrak je Leistungsgesellschaft, da v sodobni družbi je dolžnost, da jaz moram, ne da moram, moram moči, yes, we can, vse mora biti se lahko, in potem pa, ker ne spoštujemo svojih meja, potem pa sebe izkoriščamo do kraja, zato pa potem zbolimo. In to paradoksalno čutimo, kot če bi bilo to izkus svobode, najpopolnejše svobode, ker ravno bi bila neomejena svoboda. Zato pa živimo prav danes v družbi utrujenosti, Müdigkeitsgesellschaft, to se moram prebrati, ne znam sam povedati po nemško, la sociedad del cansancio. To se pravi, vsa izkušnja časa postane totalizirana z delom, ali zato, ker če cel čas delamo, danes povsod, ker nosimo službo tukaj v našem žepu, včasih je bilo vsaj jasno, da je bilo treba do službe jeti. To je bilo še fizično razdeljen, ki človek dela, ki pa ne, zdaj pa delamo vse povsod. Ali, to se pravi, cel čas delamo, ali počivamo za delo, in to smo še zmeraj v istem, ali pa se odtujeno zabavamo, ker bežimo od tiste tesnove, ki nam delovni čas povzroča in s tem pa alienacijo zaostrimo, kot smo pravili. Klasični ocium je pa druga stvar. Ni sredstvo, je cilj. Je cilj, ker je trenutek, ki je sam po sebi smiseln. Recimo, Aristotel je zanimiv, ker Aristotel, ko razpravlja, v čem bi bila lahko sreča, pravi, da pač ne more biti, ne v tem, da počivamo in se zabavamo, ker človek počiva in se zabava, zato je potem lahko gre naprej delati. Se pravi, počivamo in se zabavamo za delo, ampak takoj za tistem pa reče, delamo zato, da imamo ta ocium. Ampak to ni krog, ni da počivamo za delati, potem delamo za počivati,
ki počivamo za delati in tako dalje. Ne? Sta dva različna počitka. Človek počiva, da se nadoknadite energije, zato da dela, ampak človek ni le delavc. Človek dela, zato ima potem en čas, ki že ni sredstvo, ki je sam na sebi polnosmiseln. Dejansko grška beseda je zelo zanimiva, samo tole spravim, ampak grška beseda za ocium je schole, odkot prihaja šola. Šola bi mogla biti čas za to, za v sebi polnosmiselne trenutke, ne pa le za, seveda tudi za tehnično izobrazbo in tako dalje, ampak predvsem za ta čas, v katerem lahko izkusimo ljubeznivno, v katerem imamo tako ljubezniv, kontemplativni razpoloženje duše. Kaj to pomeni kontemplativni razpoloženje? Da ni izdelovalno, ne? Da ni spreminjevalno, da ni treba reči spreminja, ni praktična stvar. Seveda, moramo delati, ne rečem, da me ne boste slabo razumeli, ampak moramo preseči to in najti te trenutke, ki so nepraktični, nespreminjevalni, neposesivni, ki jih zaznamuje odprtost, še več bi rekel, predanost ali celo zapustitev v tej odprtosti do realnosti. Ne zapustitev v smislu alienacije, ne, odtujitve, ne v smislu izgube samega sebe, temveč v smislu, da se jaz resnično srečam s to, kar je drugo. Ne. To globoko srečanje pa predpostavlja samoposest, ne, in jo istočasno tudi pospešuje. Komar je tudi to večkrat ponavljal, kako v slovenskem jeziku ima ta beseda sreča in beseda srečanje isti koren. Ne. Jaz sem srečen, kadar se srečam, ko se hranim z realnostjo. Zato je ta oci, to kontemplativno, ljubeznivo razpoloženje do stvarnosti tudi praznično razpoloženje. Ampak ne praznično v smislu sodobnih veselic, ne, in sodobnih fest, ki so bolj nagnjene na neko nezavest, na neko tujenost, ker že predpostavljajo eno praznino in jo še tudi bolj pospešujejo, temveč praznično, to je praznovanje veselega srca, v čigavi notranjosti človek izkusi eno privolitev, eno soglasje z realnostjo, ker spozna, da je realnost sama na sebi resnična, da je dobra, da je lepa, da je konec koncev polnosmiselna. Zato je oci ta radost do spoznanja ali ob spoznanju bitja, ne? Radost ob eksistenci, bi lahko rekel. Ne? In ker tam jaz spoznam, da je realnost polnosmiselna, zato je tudi ta ocium samo na sebi polnosmiselno doživetje. Ne? Ocium je torej čas posvečen gojenju samega sebe. Jaz se v tem smislu, v tem globokem smislu, v tem času kulturiziram. Ne? Kultura ima ta koren v latinskem glagu kolere, ki pomeni gojiti. Ne? In jaz tukaj se mi zdi, lahko spoznamo to notranjo nit, ki nekako veže kontemplacijo, ljubezen, eksistencialno radost, svobodo, kulturo in vse to je pa tudi zelo tesno vezano s kultom. To še posebno Piper poudarja ravno v knjigi, ki se imenuje Musse und Kult, ne? To se pravi ta prosti čas in kult. In to mislim z religioznim kultom, ne? Ker pri religioznem kultu tam nič ne delamo, tam nič ne spreminjamo, tam ni praktičnih skrbi. Ne? Tam smo samo odprti. In če je realnost polnosmiselna, to pomeni, da je v njej nekaj božanskega, zato pravim, da je v tesnem stiku s to religioznostjo. Če je realnost polnosmiselna, zato se tudi ob njej potem lahko radostimo, lahko praznujemo in izkusimo popolnost in se povzdignemo. Piper dejansko pravi, da brez tega religioznega kulta bi ne bilo kulture. Ne? Bi bili le delavci, ki skrbijo za preživetje, ampak ki pa ne bi znali izkusiti smisel življenja. Ena stvar je preživetje, druga stvar je pa smiselno življenje.
Celo Fromm, ga zadnjič citiram, ki je ateist, in zato se mi zdaj prav zanimiv, v drugi knjigi on nekako zagovarja pomembnost judovskega šabata za sodobnega človeka, za prosti čas sodobnega človeka. V tem šabatu mi ne delamo, ker ne delamo, torej ne spreminjamo svet, in ker ga ne spreminjamo, s tem premagamo potek časa, se nekako dotaknemo večnosti in vzpostavimo stanje miru med človekom in stvarnostjo in naravo. Pravite on takole. Počitek v smislu tradicionalne sobote je zelo različen od počitka, pojmovanega kot nedelanje ali netruda. Prav tako kot je mir v preroški tradiciji nekaj več kot sama odsotnost vojne. Izjavlja harmonijo, popolnost. Na soboto človek preneha biti žival, katerega glavna naloga je, da se bori za svoje preživetje in ohrani biološko življenje. Na soboto je človek popoln človek, brez druge naloge kot biti človek. V judovski tradiciji najvišja vrednota ni delo, temveč počitek, ampak ne počitek za delo, počitek kot samo na sebi polnosmiselna izkušnja. Stanje, ki nima drugega namena kot biti človek. Podobno tudi ta nemško-koreanc, Byung-Chul Han pravi, ali pa poudarja to, da beseda praznovanje, festus, po latinsko od tam fiesta in podobno, dejansko izvirno pomeni dan namenjen češčenju in ima isti koren kot fanum, ki je tempelj, to se pravi prostor posvečen bogovom, kjer se delo ustavi, kar ostane pa od spredaj pred vrati, tega templja je pa profanum. In takrat mi presegamo te trgovske odnose. Zato on pravi takole, praznovanje, ta globoko, ocijski, polnosmiselno, recimo, praznovanje, je dogodek, prostor, v katerem smo med bogovi, še več, v katerem se človek pobožanstvi. Praznovanja in obredi odpirajo dostop k Božjemu. On ni ravno, tako bi rekel, krščanski filozof, kot so se menili, so bolj Heideggerijanci in človek včasih točno ne ve, kaj to pomeni, ampak je zelo zanimivo, da pride do tega zaključka. Medtem, ko delamo in produciramo, nismo z bogovi in ne moremo postati Božji. In potem pravi takole, se grem že proti zaključku. V sodobnem svetu smo izgubili vse, kar je božanskega in prazničnega. Spremenil se je le v veliko trgovino. Polnimo svet z rečmi, ki imajo vsakič krajšo trajnost in vrednost. Svet se duši sredi teh reči. Te vele trgovine se v bistvu ne razlikujejo od umobolnic. Zgleda, da imamo vse, a nam manjka, kar je bistveno. Svet. Svet je izgubil svoj glas in govor. Še več, izgubil je zvok. Ta svet blagin ni primeren kot bivališče. Zgubil je vsako sklicevanje na Božje, na sveto, na misterij, na neskončnost, na vzvišenost, na sublimnost. Živimo v prozornih veletrgovinah, v katerih nas stražijo in vodijo, kot če bi bili prozorni klienti. Morali bi uiti iz teh trgovin, pravi. Morali bi spremeniti te veletrgovine v hišo, v dom, mislim, da bi bilo še boljše. Še več, v praznovalno središče, v katerem bi se res splačalo živeti. Torej, me se zdi, da si lahko vsaj to vprašamo, do katere mere uporabljamo naš prosti čas, zato da se resnično rastemo kot ljudje, kar istočasno pomeni, da moramo nekako tudi preseči našo zgolj človeško naravo, ker je to, človek nazadnje, človeška narava je tudi odprta že v
v jedru poklicana na nekaj več kot človeškega. Ne? Torej, če bomo ta prosti čas uporabljali za odtujitev, za beg, meni se zdi, da to ne bo mogoče. Zaključim samo še s Piperjevim s citiranjem, ker Piper je nekako, zlasti ta knjiga Muse und Kult, glavni navdih bil zame in za razmišljanje prav. Piper v tej knjigi. Sama pauza pri delu, pa naj trajata 1 uro, 1 teden ali celo več, še vedno pripada k življenju vsakdanjega dela. Je vključena v kronološki potek delavnika, je njen sestavni del. Oci pa navpično odreže pojem delavnika. Oci nima svoje opravičitve v dejstvu, da funkcionar lahko deluje, ukolikor je možno, brez spotik in brez napak, temveč v dejstvu, da funkcionar še vedno ostane človek. No, tako, hvala lepa. Profesor Sušnik, za ta imeniten nagovor, za to globoko humanistično osvetlitev dilem, ki nastopajo v trenutku, ko nismo več upreženi v ritem obveze in dolžnosti, ampak naj bi nastopil prostor svobode in kaj vse se potem zgodi. Tukaj bi bila zdaj mogoče dobra mečkanena diskusija. Najprej vprašam publiko, če ima kakšno vprašanje. Ja, prosim, Marko. Marko ima dober glas, ne potrebuje mikrofona. Nisi v nobenem momentu uporabil besede konjiček, hop, ne vem, a imaš kakšen odnos do tega? Torej, kam bi to? Ja, hobi je zelo v stiku s tem angleškim leisure, se mi zdi, ne? In se mi zdi tudi tako koristen, recimo tako, ker tam, še posebno v takih slučajih, v katerih človek, kar se svoje službe tiče, to se pravi, ne morem se jaz v službi posvetiti vsemu, kar je moje, vsem mojim talentom, ali kar bi pač rekel, da imam jaz to možnost v prostem času, zato me se zdi, da je izjemno pomembno. Istočasno, kar se pa meni zdi ključno, je pa, katero je ta notranje razpoloženje do tega. Ne? Ker jaz lahko se posvetim hobiju, zato da sem bolj jaz in da jaz rastem v tem, kar sem, je pa možno tudi, da se jaz kakšnemu hobiju posvetim, zato da jaz iz sebe bežim, ne? Ker se jaz nočem srečati s seboj. Vsaj na to sem jaz hotel namer. Vprašanje je to. Jaz to, kar delam v prostem času in tudi seveda v službi, ne, je to v zvezi z mojo identiteto, ne, ali se jaz tam nekako sestavljam ponarejen self za to, da bežim iz sebe, iz svoje vsakdanje tesnobe. Meni se zdi, da je bolj nevaren, da se to zgodi v slučaju tako zabave, ne, entertainment, spektakel, ne, to je tudi drugi avtor zanimiv, Guy Debord, ki govori o družbi spektakla. Ampak me zdaj ključno vprašanje bi bilo to. Ta linija, ki si jo zdaj povzel, se mi zdi, da je zelo v zvezi s tem, čemur je Komar rekel strah pred svobodo. Ja, točno. No, in kaj je pravzaprav, odkot je zdaj ta strah in odkot ga imamo in ne vem, kako ga prepoznamo? Ja, meni se zdi, da Komar gre tudi po tej strani, da tako kot je Božja prisotnost v nas zahtevna, podobno se zgodi s svobodo, saj navsezadnje resnica osvobaja. Mi se pa bojimo resnice po eni strani, ker se nekako zaletava z našimi kapricami, ne? Po drugi strani pa tudi, ker se marsikdaj bojimo
ne da se bojimo, se nam ne ljubi raseti. Razmah je osvobodilen, ampak se je treba pa tudi potruditi za to. Ne? In zato včasih človek raje ostane tam v neki plitvosti, je tudi lažji, ne? Če me vodijo, ker mi ni treba meni odločati in torej, če jaz ne odločam, no, konec koncev itak odločam, ker jaz to odločam, ne drugi odločajo namesto mene, ampak če meni ni treba odločati, potem meni ni treba biti odgovoren, ne? Meni ni treba odgovarjam za to, mi ni treba tudi ne toliko trpeti, pa vsaj na lastno odgovornost, to odpoved, ki vsaka odločitev vsebuje in tveganje, ki jaz vsakič, ko odločam, postanem odgovoren za mojo odločitev, ne, pravi Gomar, tvegam, ker nisem nikoli gotov, ne morem biti 100% gotov, da je tista odločitev ta prava in se moram nečemu odpovedati in tistemu, kateremu se jaz odpovem, je tudi privlačno in torej boli. Pa sodobni človek zdaj ta problem, da hoče vse, ne, vse izbira, recimo tako, zato se ne odpove nobeni opciji, ampak ravno, ker sem tudi zanj pravil, ne, ker hoče vse izbrati, potem pa le skaka iz ene možnosti na drugo, konec koncev pa ne izbere nobeno in se z nobeno ne angažira, v nobeni ne more poglobiti, to se pravi, hoče vse, si misli, da je izbral vse, v jedru pa v resnici ni izbral nič. Potem pa ta svoboda za neodločnost, konec koncev. Ne. In ta zgolj ta potrošniška pasivnost in manipulabilnost in tako dalje. Še kakšna misel, kakšno vprašanje? Morda bi jaz, Martin, mi je bilo všeč isto, ko si isto grška beseda, beseda schole. Ja. Schole je grška varianta oziroma za ocium. Ja. Zdaj, meni je to, in potem, ko si razvijal to, je meni prišlo takoj na misel tisto, verjetno je znano v več jezikih, zakaj študiramo. Študiramo zato, da bi vedeli, študiramo zato, da bi znali delati, študiramo zato, da bi se znali povezovati z drugimi in končno študiramo zato, da bi bili. Da bi mi. Se mi zdi, da je, in ti si rekel, schole se povezuje s scholo, šolo. Meni je to takoj nekako so me povezalo in se mi zdi, tudi to je ena zanimiva zadeva. A soglašaš s tem, da je ta četverna karakterizacija študija lahko zanimiva tudi iz tega vidika? Ja. Da je to tisti ocium, to se pravi, kot so ga Rimljani imenovali, da je to neko kreativno brezdelje. Brezdelje v smislu, da ne tolčem kamna po cesti ali pa da ne orjem s plugom tisto je močno delo. Ampak če pa nekdo piše doma ene verze, ja, to je zanje bil ocium, ker nisi kamnov tolkel. Ja. Je bilo pa to neko drugo delo, ki te je pa osrečeval, bogatil in s tem se ti postajal bolj ti in bolj od drugih in bolj božji morda. Ja, točno to. Sej, zato, da se ne bo slabo razumeli, tukaj ne gremo proti službi, ali da bi točkam ne bilo kaj narobe. Edin problem je to, ko to postane, ker je to ontološko že sredstvo, ko to postane cilj samo na sebi, potem je tam Komar bi rekel če sem zdaj bi rekel, v resnici, kaj je že, predvrženost, nič hudega. Ampak tam se vse zameša, ko cilji postanejo sredstva, dejansko so pač cilji, pa imamo pa ta problem, da gremo iz enega cilja na drugega, konec koncev pa ne vemo, kam gremo. Zato se mi zdi, da bi mogla šola tudi tukaj, bi lahko dosti bolj prispevana, predvsem na to, da smo več in da tudi, seveda, v zvezi, kolikor smo več, bomo tudi lahko boljši z drugimi, to skupaj pride, in da konec koncev delamo zato, da potem dosežemo ono, ampak da je delo smiselno kot cilj za ono. Ono je pa
samo na sebi polnosmiselno. Ne? Danes je pa, kolikor je šola, to se pravi vzgoja, bolj nagnjena na tehnično, mislim tako, da priprav za delo, ne? Je samo taka instrumentalizirana, bi rekel. Ne? Ampak pa človek študira za to bo delo, dela za to, da ima denar za to, da kupuje za to, da živi, pa vse to zakaj. Ne? Tisto manjka. Tisto bi morala tudi šola razjasniti, zakaj vse to delamo. Ne? Vsaj kot vprašanje. Še kakšna misel ali vprašanje? Aha, prosim. Ja. Hvala lepa. V česa se lahko sploh odtujiš? Torej, a se ti ne zdi v tem današnjem svetu, recimo fluidnem, relativističnem, nihilističnem, če želimo, da sploh nimamo več neke osnove, od katere se sploh lahko odtujimo? Torej, Kako, prosim? da v tem našem svetu sploh nimamo neki od česar se lahko odtujimo, ker če posameznik se ne more od nečesar odtujiti, kaj sploh še ostane temu posamezniku na začetku? Ja, že, ali pa vsaj, že če bi bil nihilizem zadeta drža, ne? Če pa ni, če pa le tako, kulturni fenomen, ampak če pa narava, to spravi realnost, sama na sebi polnosmiselna in je vsako končno biti konsistentno, kar bi realizmu dosti bolj pripadal, ima pa človek že po naravi nekaj svojega, ki je svoj lastni jaz. In ker ga ima, se lahko od njega odtuji. Ravno zato pa pol to trpi, ker je to nenaravno in torej tudi nenaravno, bi rekli, ne, po testarem, to se pravi nepravilno, ne vem, če se razume, kaj hočem reči. Ampak jaz sem po naravi svoj in sem tudi narejen za to, da bom vsakič bolj po naravi svoj. In tako tudi, da se lahko drugim predam, ampak zato, da se lahko drugim predam, moram biti svoj. Ne. Zdaj pa, ko jaz iz sebe bežim, tam se nekaj polomi, ki je nenaravnega. Seveda, v tako relativističnem, nihilističnem svetu postmoderne je to običajno. Mar biti taj problem, da že tega ne zagledamo, ker je to običajno. Tis bi morda tudi zapomislili. Smo že toliko navajeni na to alienacijo, da jo že ne znamo morda zasnati. Ne vem, možda, če sem ti odgovoril, ampak to mi pride na misel. Ja, hvala lepa za besedo. Še jaz bi nekaj vprašal oziroma komentiral. Vaše predavanje odlično odpira neko dilemo pogleda na človeka, neko antropološko dilemo, ki bi jo jaz postavil z dvema vprašanjama. Ali človek živi za to, da bi delal, ali pa dela za to, da bi živel. In tu se mi kaže eno razmerje, mogoče celo nasprotje, med katoliško in protestantsko antropologijo. Katoliška antropologija seveda ne zanika pomena dela, tudi ne zanika pomena zasebne lastnine, tudi ne določene stopnje tržnih odnosov in tako naprej, vendar to postavlja v službo skupnosti oziroma v službo življenja. Človek dela za to, da bi živel danes tukaj, ampak tudi živel v večnosti. Protestantska antropologija, zlasti kalvinistična, ki je prodrla v Severno Ameriko in katere ne dediči, ampak katere utrpevalci smo mi, ne, ker živimo v tej anglosaški kulturni prevladi, pa trdi nasprotno, da človek živi za to, da bi delal, da bi proizvajal, da bi trgoval in tako naprej. In prav v tej dilemi se odlično znajde ta vaša vsebina ocija, tako da na koncu jaz osebno bi rekel, da lahko, ne, če smo dovolj odprti, vzamemo katoliško antropologijo kot korektiv sodobne, kot vi pravite, alienacije. Ja, jaz se popolnoma strinjam, že Weber, ne, tudi nekako tole nakaže tam, kako je že, to.
Kapitalizma in protestantska etika. To ne bi znal tako hiter po slovensk prevest, ne? Ampak ja, on tam me se zdi, da to zelo dobro pokaže, zlasti kar se za protestantsko etiko tiče. In se mi zdi tudi zanimiv potem za eno sociološko analizo, jaz je ne zmorem zlasti za slovensko kulturo, ne? Ki ima nekako tudi vpliv obojega, ne? Recimo, je bolj jasno, da so Italijani bolj taki, da delajo za živeti in to se tudi v njihovem prostem času opaža. Anglosakonski svet pa kaže, da gremo na ta drugo stran in bi bilo zanimivo, tudi jaz tega ne znam, ker vas tudi ne poznam toliko, ampak da bi se sociološko vprašali, kaj se v Sloveniji glede tega dogaja. Meni zato se mi zdel zanimiv, da ni v slovenščini besede za ta oci, ne? Se mi zdel mar biti simptomatični nakaz tega. No, sicer pa ne vem, to bi mogel kdo drug povedati, ker bolj Slovenijo pozna kot jaz. Ne? Hvala. Je še kakšna želja po diskusiji? Ja, prosim. Ni vprašanje, ampak tako malo, ker sem sama umetnica, ne, kam spada kultura in kulturno delovanje? Meni se zdi, ne vem, saj to me boš Bernardi boljš povedala kot jaz, ampak ja, dobro, tukaj tudi Marko, pa dva Marko, da imamo celo vrsto umetnikov tukaj. To mora biti za umetnika neenostavna zadeva, po mojem, ne, ker umetnost je ena od teh najboljših poti, po mojem, da prijemo do tega ocija, istočasno je pa za nekatere služba. Ne, to je tam nekaj, meni se podobno zgodi s filozofijo. Ne. Filozofsko razmišljanje potrebuje oci, istočasno pa delamo od tega. In to, včeraj sem prav, smo imeli eno družabno srečanje, jaz sicer nisem muzikant, ampak špilam nekaj, to sem se zrajal vsakič, ko sem jaz hotel to, je v mojem osebnem slučaju, iz glasbe narediti eno službo, nisem mogel. Ne. Potem jaz potrebujem, recimo lahko delam s filozofijo, ki je tudi ena ars liberalis. Ne morem pa z glasbo, ti pač se ukvarjaš z glasbo in jaz ne bi tega zmogel, jaz potrebujem, da je zame, da je glasba zastonj, če ne se mi pokvar. Ja, ampak to je en poseben izziv za take poklice, za filozofe, za umetnike, za duhovnike, bi rekel. To je naravno nekako zastonska stvar, istočasno je pa gotovo, mora človek živeti. Bi mogla ti bolj vedeti, kako se da tole. Ampak zame ni enostavno vprašanje, ampak hvala, da si ga nastavlja, za razmišljati o tem. Učitelji pa profesori isto, dobro, spet shole. Ker je ta nevarnost, da se ti pol zadeva pokvar, da postane utilitarna, pragmatična, da ti učiš človek ne more razmišljati za to, da mu plačajo, ampak pač to je pa moj poklic. Zdaj je pa težko, moram razmišljati, kot če mi bi ne plačali zaradi tega, ampak dejansko mi pa plačajo zaradi tega. Ne vem, je težko, ja. Pa se ni problem dobiti denar, ampak problem je to, da to postane nek poklic, neka profesija. To, ja. Spet, notranje razpoloženje. Ni problem, da mi plačajo za to, da mislim. Problem bi bil, če bi jaz začel misliti za to, da mi plačajo. Ali pa ti s petjem. In to je pol človek reče, čak in tikle pa nekaj ni čist, in gotovo se zgodi, da boste sama vedela. Ampak to je zahteva stalno delo, ne? Ja. Hodi, mora stalno gledati, kako naredi korak. Ja, pa nekako vrnitev po mojem tistemu. Samega sebe, Ja. ohranja živo. Ja, točno. Ampak vsaj zame ni enostavno, da rečem. Dobro, hvala lepa res vsem za udeležbo. Mislim, da lahko zaključimo ta izredno bogat večer. Poklonej soorganizatorjema, Katoliškemu inštitutu in založbi Družina za pomoč
pri izvedbi. Predvsem pa našemu ljubemu predavatelju, Martin Poklone. Hvala za povabilo. In vsem za prisotnost. Hvala. Zdaj gremo pa na prosti čas. Ne? Zdaj... Z dobro željo, da bi imeli Martina še pogosto med sabo in da bi nas veliko krat takole obiskal, ja, v prostem času. Hvala. Zastoj.